Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pozdravljeni na današnji novinarski konferenci po 149. seji vlade. Direktor Urada za informacijsko varnost, dr. Uroš Svete, bo predstavil predlog zakona o informacijski varnosti, ki ga je danes potrdila vlada. Pozneje se nam bo pridružila še ministrica za zdravje. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani, Vlada Republike Slovenije nadaljuje z dvigom odpornosti slovenskega kibernetskega prostora. Tako je po finančni kadrovski konsolidaciji danes potrdila besedilo novega zakona o informacijski varnosti, imenovano tudi ZINF-1, s katerim bomo dejansko tudi na področju, se pravi, pravnega okvirja in zagotavljanja kibernetske in informacijske varnosti naredili korak naprej. Sam predlog zakona ima dva osnovna cilja. Prvič, da se prenese NIS-2 direktiva v slovenski pravni red, in drugič, da okrepimo in nadalje razvijamo zmogljivosti slovenske kibernetske obrambe, ki smo jih zastavili že v zakonu iz leta 2018. Ključne novosti oziroma ključni poudarki iz zakona so seveda vezani na usmeritev v celotno, tudi v celotni ekosistem, v celotno družbo, kajti zavezanci po zakonu bodo tako gospodarske družbe in podjetja, kot tudi seveda javna uprava. Skratka, zaradi NIS-2 direktive širimo sektorje kot tiste, ki bodo zavezani po zakonu, po drugi strani pa tudi enotna metodologija določanja zavezancev na ravni Evropske unije širi število teh zavezancev v Sloveniji, tako da jih pričakujemo kar več kot 1000, ko bo seveda proces samoregistracije končan. Po drugi strani se informacijska varnost danes ključno usmerja v dvig odpornosti in seveda tudi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki, kot veste, je izrazito izvozno naravnano, je del širših dobavnih verig in kot tako seveda pomembno vpliva tudi na ostale seveda segmente v Evropski uniji in širše. Zato sam zakon smatramo kot pomemben korak k temu, da bo dejansko prišlo do boljšega zaznavanja, hitrejšega odzivanja na kibernetske incidente, predvsem pa do bistveno manjše gospodarske škode, ki so jo kibernetski incidenti v zadnjih letih v Sloveniji in tudi v drugih državah prinesli. Ko omenjamo slovenske specifike, naj omenim tudi naše pobude in cilje iz zakona, ki so povezani z zmogljivostmi. Skratka, v zakonu so predvidene tehnične skupine kot dodatna pomoč v primeru, da bodo imeli zavezanci kibernetske incidente. Dodatno se razgrajuje kibernetska obramba, vključno z kibernetsko rezervo, se pravi, vključujemo tako zasebne kot tudi seveda javne entitete, in seveda vzpostavljamo tudi proaktivne elemente kibernetske varnosti, zlasti v povezavi z novonastalim situacijskim centrom kibernetske obrambe, ki ga dejansko delamo tukaj na medresorski ravni in ga vodi urad. Tako da menimo, da bo glede na vse izkušnje, ki jih imamo v zadnjih letih, ko je kibernetski prostor postal pravzaprav en glavnih momentov tudi v geopolitičnem smislu, da bomo s tem zakonom dodatno okrepili tako sodelovanje, kot tudi obvladovanje kibernetskih incidentov in kriz, tako v Republiki Sloveniji, kot tudi seveda znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Novinarska vprašanja. Leja Majce Nesta, zanima me, kako bo ta zakon izgledal v praksi, če lahko poveste. Omenili ste, tako v javnem sektorju gospodarske družbe bodo, ne vem, na nekaterih teh podjetjih, če tako rečem, ali pa pač, kar se javnega sektorja tiče na ministrstvih, ne vem, posamezne službe, ki bodo skrbele za to, kako bo to izgledalo? Torej, prvi korak seveda je, da bodo morale vse entitete izvesti tako imenovano samoregistracijo. Se pravi, mi bomo seveda nudili podporo, ustrezno informacijsko podprto, da bodo, zdaj če govorimo o podjetjih, zlasti srednja in velika podjetja v sektorjih, ki so navedeni, ob dejstvu, da bodo imela seveda zadostno število zaposlenih in pa sam prihodek, postala zavezanci. To je zdaj prvi korak. Nadalje, kot ste vprašali, pa seveda bodo morala
bodo morali vsi zavezanci, ne glede na to, ali so iz javnega sektorja ali iz gospodarstva, sprejemati določene ukrepe. Teh ukrepov je 17 in so na ravni Evropske unije usklajeni, torej enaki za vse države, od seveda tega, da bodo izvajali oceno tveganj, da bodo imeli načrte za obvladovanje kibernetskih incidentov, da bodo seveda imeli načrte za neprekinjeno poslovanje svojih bistvenih storitev, da bodo sodelovali seveda z ostalimi deležniki in tako naprej. To seveda pomeni, da bodo po eni strani morali sami pri sebi urediti področje upravljanja z informacijskimi tehnologijami in drugič, da bodo, vkolikor bo taka narava procesa, tudi to isto zahtevali od svojih dobaviteljev oziroma zunanjih partnerjev. Seveda, zaželeno je, da imajo vsi zavezanci lastne zmogljivosti. Realnost je pa v Sloveniji takšna in tudi širše, da je zlasti število strokovnjakov tu zelo, bi rekel, omejeno in zato se bodo morala povezovati tudi navzven, tudi z državo, tudi z, bi rekel, asociacijami znotraj posameznih panog in potem na ta način zadeve postavljati. Naj še to povem, dejansko kibernetska varnost se s tem zakonom in z NIS-om vrača v svojo osnovo. Torej, to ni tehnično vprašanje, ampak je vprašanje upravljanja. Torej, vprašanje poslovodstva, vprašanje odgovornih oseb in vprašanje na kakšen način danes digitalna tehnologija nam kot javnemu sektorju ali pa ostalim sektorjem pravzaprav omogoča sploh delovanje v bistvenih storitvah in smereh. In to je tisto, kar je ključno, ko se potem tudi sprašujemo, na kakšen način jo varovati in kako jo pravzaprav tudi upravljati, da bomo imeli lahko čim manj kibernetskih incidentov oziroma čim manj varnostnih dogodkov. Omenili ste Center za kibernetsko ali informacijsko varnost, me boste popravili potem. Bo ta center spadal pod urad in kdaj bo zaživel? Torej, govoril sem o situacijskem centru kibernetske obrambe, ste povedali, to je dodatna varnostna storitev, ki ne izključuje seveda lastnih zmogljivosti, ki jo bodo imeli zavezanci, ampak bo država z, bi rekel, strojno opremo in s programsko opremo z dodatnimi, če tako rečem, senzorji ponudila zavezancem najprej seveda znotraj kritične infrastrukture oziroma obrambnega načrtovanja in javnega sektorja, potem pa tudi vsem ostalim, da bodo lahko deležni tega dodatnega monitoringa. Namreč, kar se je izkazalo v zadnjih letih je, da se moramo počasi transformirati iz načina reaktivnega delovanja v primeru kibernetske varnosti v proaktivni. Se pravi, da zgolj in samo naslomba na antivirusne programe in tako naprej ni dovolj, ker imamo danes kibernetske grožnje, ki so narejene tudi s pomočjo umetne inteligence na način, da se tem obrambi izognejo. Torej potrebujemo dodatne monitoringe, omrežne sisteme in tako naprej in tak situacijski center bomo vzpostavili, tako kot ste rekli, pod okriljem urada. Med pomembnimi novostmi predloga so tudi uvedba platforme za samoregistracijo zavezancev, enotne platforme za prijavo incidentov in platforme za varno izmenjavo informacij. Za to bo skrbel ta center ali bo vsaka posamezna enota? Ne, za to ne bo skrbel center, bo pa za to skrbel urad. To se pravi, to, kar ste našteli, to so naši mehanizmi, da zakon ne postane dodatna birokratska ovira. Torej, mi vemo že danes, da so podjetja izpostavljena zelo številni regulativi, če tako rečem, od varstva osebnih podatkov do nekateri so tudi kritična infrastruktura in mi bomo, kar se tiče varnostnega dela, poenotili, se pravi, komunikacijo med državnimi organi in podjetji. Torej, vsi zavezanci, tako iz zakona po kritični infrastrukturi, ki bo nedavno sprejet v državnem zboru, kot naši zavezanci bodo uporabljali enotno platformo. In potem seveda bo ta enotna platforma, bi rekel, kot neka vrste kretnica pristojnim organom, odzivnim skupinam tudi posredovala podatke o teh, recimo temu, nevarnostnih dogodkih. Tako da z vidika samih podjetij bo to olajševalna okoliščina, enako velja za samo registracijsko platformo, na katere so se že pojavile tudi komercialne, mi bomo tudi pač uradno vzpostavili, da se bo na ta način lažje komuniciralo z zavezanci, da bomo imeli veliko bolj ažurne podatke, namreč brez podatkov o zavezancih, o njihovi osnovni infrastrukturi, potem je tudi seveda kibernetska obramba in preventiva zelo omejena. Tako da to so orodja, ki bo urad vzpostavil za lažjo implementacijo samega zakona. Pa še vprašanje, ki bi pravzaprav moralo biti prvo, je Slovenija kibernetsko varna država oziroma
Najbrž obstaja kakšna lestvica, kako smo na tej lestvici ocenjeni? Obstajajo lestvice, več njih, v vsakem primeru se nekako gibljamo v zgornji sredini, bi rekel najbolj, recimo temu, razvitih držav v smislu seveda števila tudi pristojnih institucij in zmogljivosti. Kar se tiče samega števila incidentov, so v stalnem porastu, kar pričajo tako komercialna poročila kot poročila Sicerta in naša poročila. Moramo pa nekaj vedeti, da število incidentov je ne samo posledica, bi rekel, večjega ali manjšega uspešnega zaznavanja oziroma obrambe, ampak je tudi kaže na, bi rekel, celo neko zrelost same države in njeno sposobnost, da navkljub temu, da imamo po vsem svetu kibernetske incidente, da smo sposobni jih relativno hitro omejiti, predvsem pa, da imajo minimalni vpliv na bistvene storitve tako v javnem sektorju kot tudi v gospodarstvu. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa, hvala in srečno. Hvala. Zdaj pa se nam bo pridružila ministrica za zdravje, dr. Valentina Prevolnik Rupel, ki bo predstavila predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Izvolite, ministrica. Najlepša hvala, vsem lep pozdrav. Kot vemo, področje psihoterapije v Sloveniji ni urejeno, zato smo na Ministrstvu za zdravje pripravili zakon, ki prinaša regulacijo psihoterapevtske dejavnosti in pa reguliran poklic psihoterapevta v zdravstveni dejavnosti. Cilj zakona je povečati kakovost, varnost psihoterapije v Sloveniji, tako v javnem kot v zasebnem sektorju, ter določiti standarde izobraževanja za psihoterapevta. Psihoterapija tako postaja zdravstvena dejavnost in bo lahko financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej na napotnico, kar do sedaj ni bilo mogoče. Brez napotnice bodo lahko tisti, ki potrebujejo, uporabniki do psihoterapevtske obravnave, prišli v okviru centrov za krepitev zdravja, centrov za duševno zdravje odraslih in centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Predlog zakona predvideva, da se lahko psihoterapija izvaja tudi na drugih področjih, naprimer policija, šolstvo, sociala ali kot samostojna zasebna dejavnost. Na podlagi zakona bo ustanovljena tudi zbornica psihoterapevtov, ki bo izvajala tudi določena javna pooblastila. Zakaj smo se odločili za zbornico? Zaradi strokovne kompleksnosti in razpršenosti področja in z namenom enakopravnega zastopanja vseh deležnikov. Se pravi, zbornica bo v okviru javnih pooblastil, ki so torej financirana s strani države, upravljala naslednje naloge: vodenje registra kandidatov in registra psihoterapevtov, podeljevanje, podaljševanje in odvzem licenc psihoterapevtov in izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem v skladu z zakonom. Članstvo v zbornici bo obvezno, iz proračuna pa se bo financiralo le izvajanje nalog v okviru javnih pooblastil. Da bo lahko psihoterapevt pridobil licenco, bodo določeni jasni pogoji strokovne usposobljenosti. Se pravi, predlog zakona predvideva 2 poti, kako lahko psihoterapevt pride do ustrezne strokovne usposobljenosti, tako akademsko kot neakademsko. Obe sta primerljivi in določamo tudi ure izobraževanja za psihoterapevta po posameznih vsebinskih sklopih, ki jih mora psihoterapevt poznati. Predlog zakona predvideva različne vrste psihoterapevtskih pristopov, kot na primer družinska psihoterapija, eksistencialna terapija, gestalt terapija, integrativna psihoterapija, logoterapija, na osebo osredotočena psihoterapija, psihoanaliza, skupinska analiza ter tako naprej. Zdaj te pristope v začetni fazi določa zakon, nadalje pa bo minister za zdravje na predlog zbornice določal te pristope. Pristopi so pač v razvoju, se razvijajo, lahko pride kakšen novejši, tako da jih bo potrebno nadgraditi. Pristopi, ki so določeni v zakonu, so trenutno določeni na podlagi znanstvenih kriterijev oziroma temeljijo so podprti z dokazi. Se pravi, pogledali smo, kaj obstaja v Evropi, kateri pristopi so podprti z dokazi, kateri temeljijo na dokazih, in tiste smo zapisali v zakon.
Po uveljavitvi zakona je predvideno 12-mesečno obdobje. Tisti, ki želijo izvajati psihoterapevtsko obravnavo po preteku tega obdobja, morajo v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona na Ministrstvo za zdravje podati zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije. Predlog zakona predvideva, da bo vpis v register in podeljevanje licenc do ustanovitve zbornice izvajalo Ministrstvo za zdravje, licenca pa bo izdana za obdobje 7 let, po preteku tega 7-letnega obdobja jo morajo psihoterapevti podaljšati. Vsi psihoterapevti bodo morali pred vpisom v register opraviti tudi strokovni izpit, poleg tega pa se smiselno uporabljajo določbe, ki jih predvideva Zakon o zdravstveni dejavnosti, se pravi recimo izobrazba, znanje slovenskega jezika in tako naprej. Ti pogoji niso specifično zapisani v tem zakonu, ker zanje veljajo že pogoji, ki so zapisani v Zakonu o zdravstveni dejavnosti.